Naša današnja gostja Vita Vuk je študentka psihologije, prav tako je članica skupine Dosjeji Psi. Danes bomo prisluhnili njenemu predavanju z naslovom Ali osamljenost res postaja epidemija. Prav tako kot prejšnjim gostjam lahko tudi naši današnji gosti Viti Vuk zastavite kakšno vprašanje tekom predavanja in na koncu bo gostja odgovorila na vaše vprašanje. Vprašanja pa zastavljate preko programa Slido. Tako, Vita, tebi predajam besedo, vam, spoštovani gledalci, pa želim zanimivo poslušanje predavanja. Izvolite. Hvala, Urška. Torej, lepo pozdravljeni vsi še z moje strani. Moje ime je Vita Vuk, sem študentka drugega letnika druge stopnje psihologije v Mariboru. Že vrsto let sem članica skupine Dosjeji Psi in tudi koordinatorica skupine. In v veselje mi je ponovno sodelovati na tednu možganov. Danes bom predstavila temo z naslovom Ali osamljenost res postaja epidemija. Zdaj, ta naslov sem izbrala že lansko leto, ko smo pripravljali teden možganov, do izvedbe žal ni prišlo. In takrat, ko sem izbrala ta naslov, v bistvu pri nas se še ta epidemija koronavirusa sploh ni začela. In tako da sem letos, ko sem ponovno začela preučevati to gradivo, ugotovila, kako aktualna in pomembna je ta tema po tem celem letu, ki smo ga preživeli in doživeli v preteklem letu skupaj. Kar me je morda še bolj spodbudilo, kar mi je še bolj spodbudilo zanimanje za to temo, je bilo tudi dejstvo, da ko sem v preučevanju, prebiranju raziskav ugotovila, da imajo v Veliki Britaniji že od leta 2018 ministra za osamljenost, ker naj bi bilo vedno več ljudi osamljenih in so se odločili, da bodo imenovali ministra za osamljenost. Zdaj, ali je to upravičeno ali ne, bomo videli malce kasneje, ko bom nekaj več spregovorila o samih trendih osamljenosti, a se mi je zdel tako zanimiv podatek, da, kot pravim, me je spodbudil k temu, da sem sama začela razmišljati, ali je res toliko več osamljenih ljudi v sodobnem času na svetu kot prej. Pa če preden nadaljujemo, v bistvu si za začetek pogledamo, kaj sploh je osamljenost oziroma kaj je socialna izolacija in kako se ta pojma povezujeta med seboj. Pri socialni izolaciji gre v bistvu za neko objektivno pomanjkanje povezanosti, za pomanjkanje stikov z drugimi ljudmi, kontaktov nasploh in tudi dostopa do informacij. Pri osamljenosti pa gre v bistvu za nek subjektiven občutek samote, ki nam ne odgovarja, ne ustreza, ne počutimo se ugodno. Gre za nek občutek nezadovoljstva s količino in ali kakovostjo odnosov z bližnjimi, ki jih imamo. Torej gre za nek občutek, da smo sami, da smo odrezani od sveta. In pri tem je pomembno izpostaviti tudi to, da v bistvu pri osamljenosti sploh ni nujno, da smo dejansko fizično sami, da smo fizično izolirani, lahko se počutimo osamljene v zakonu ali pa v zvezi s partnerjem, v nekem prijateljstvu, lahko se počutimo osamljene v šolskem razredu ali v kolektivu na delu. Torej, ni nujno, da smo fizično oddaljeni od ljudi, da bi se počutili socialno izolirane od njih. Pri tem, kasneje, ko bom govorila o raziskavah, je pomembno tudi izpostaviti to, kako sploh merimo osamljenost oziroma kako se na njo odzivamo. Pomembno je namreč to, da vsi se kdaj počutimo osamljene, pride trenutek, ura, dan, lahko tudi teden, ko se počutimo osamljene, ko se počutimo same. Pa to še v bistvu ni nič tako škodljivega, nasprotno, v bistvu je to zelo dobro in koristno, ker nas opomni na to, da se na to nekako vrnemo, oziroma spodbudi v nas neko željo potem, da se ponovno vključimo v odnose, morda kontaktiramo kakšnega prijatelja, starše, partnerja, kogarkoli. Večja težava je pri ljudeh, ki so dlje časa osamljeni, pri katerih to traja meseca ali celo leta, in predvsem na to osamljenost se bom v nadaljevanju predstavitve tudi osredotočila. Pomembno je izpostaviti tudi to, da je v bistvu med socialno izolacijo in osamljenostjo velja neka recipročna povezava, ki so ugotovili v raziskavah.
In nekako velja, da ljudje, ki se slabše znajdejo v nekih socialnih situacijah, imajo več težav pri vzpostavljanju ali pa razvijanju medosebnih odnosov, se bodo prej sami socialno izolirali iz okolja, posledično se bodo nekateri počutili tudi osamljene, čeprav to ni nujno. Hkrati pa velja tudi, da se osamljeni posamezniki, predvsem tisti, ki so res dlje časa že osamljeni, začnejo vse bolj izogibati socialnim situacijam, ker se v njih nekako več sploh ne znajdejo. In tako nekako se na to nadaljuje ta začaran krog. Okay. Pa bi v nadaljevanju torej predstavila nekaj trendov osamljenosti. Zdaj raziskav na tem področju je ogromno. Tudi rezultati oziroma ugotovitve teh raziskav so zelo raznovrstne, zato je težko karkoli posploševati oziroma vleči kakršnekoli zaključke. Zato sem izbrala le nekaj tistih, ki so se mi zdele morda najzanimivejše. Torej, kot vidimo tukaj na začetku, torej je omenjena raziskava na območju Velike Britanije, ki so jo v bistvu nekako preverjali podatke v 60-ih letih, torej od leta 1948, ko se je nekako tudi začelo to raziskovanje osamljenosti, pa vse do leta 2005. Zdaj, ugotovili so, da je torej že v teh 50-ih, 60-ih letih bilo torej na območju Velike Britanije osamljenih približno med 5 in 16%, torej to so rezultati različnih raziskav. In ugotovili so, da v bistvu v teh 60-ih letih ni prišlo do nekega pomembnega porasta osamljenosti. Torej, da leta 2005 ni bilo več kot 10% starejših odraslih osamljenih. Na območju Združenih držav Amerike so leta 2010 izvedli raziskavo, v kateri so ugotovili, da je bilo kar 17% najstnikov osamljenih, torej so poročali, da se zelo pogosto počutijo osamljene. In v tej raziskavi so ugotovili tudi, da kasneje, torej z leti starejši, kot so bili udeleženci raziskave, nekako manj so se počutili osamljene. Leta 2018 so prav tako na območju Združenih držav Amerike izvedli raziskavo, v kateri so ugotovili, da je v bistvu slabša polovica starih oziroma mladih med 18 in 22 let pogosto osamljenih, prav tako skoraj oziroma nekaj več kot 45% posameznikov med 23 in 27 let pogosto osamljenih. Prav tako pa so ugotovili, da so bili v bistvu starostna skupina starejših nad 72 let najmanj osamljeni. Torej v tej raziskavi je to bilo nekaj manj kot 40% teh starejših nad 72 let je torej izrazilo, da so bili osamljeni. Zdaj tukaj bi še enkrat poudarila, da torej te odstotke, te rezultate zelo težko primerjati med seboj, zato je res potrebno gledati vsako raziskavo posebej. Zdaj na podlagi tega bi morda lahko nekako intuitivno zaključili, da so v bistvu mlajše osebe, najstniki, mladi, tisti, ki so pogosteje osamljeni, morda je ena od možnih razlag za to tudi ta, da je v bistvu v času pubertete, najstništva, mladostništva nekako značilno, da potrebujemo več potrditve iz okolja, potrebujemo več občutka vključenosti v okolje, več prijateljev, bolj v mladostništvu nam je to precej bolj pomembno, kot pa morda kasneje v življenju. Zdaj, kot sem že omenila, torej raziskav je res ogromno in na podlagi teh številnih raziskav so nekako ugotovili, kako se tako rekoč vede osamljenost skozi celo življenjsko obdobje in so ugotovili, da pri določenih udeležencih nekako osamljenost traja skozi vse življenje, se pojavi že v najstniških letih in se nato nadaljuje do starosti. Pri drugih posameznikih se je osamljenost pojavila kasneje v življenju, torej morda šele v starosti, po 65. letu starosti, ko so že začeli izgubljati svoje bližnje osebe. Pri tretji skupini pa se je pojavil z leti torej upad osamljenosti, torej so bili morda v najstniških letih, so se počutili bolj osamljene, nato pa so kasneje v življenju se nekako bolj socialno vključili oziroma je ta občutek osamljenosti nekako izvenel. Zdaj, zakaj se nam sploh zdi, da bi lahko v sodobnem času bilo med
med nami več osamljenih ljudi. Zdaj, glavni razlog za to bi lahko bil ta, da živimo v času, kjer se zelo poudarjajo vrednote individualizma, kot so samostojnost, ambicioznost. Vse bolj smo prepuščeni sami sebi, vse več ljudi živi samih, vse več je tudi ločitev, nenazadnje. Vse manj je povezovanja ljudi v skupnosti, v društva, v organizacije, kar je bilo še nekaj desetletij nazaj v bistvu zelo značilno za to območje, kjer živimo, torej za Slovenijo. Tako da to je nekako bi lahko bil glavni razlog, zakaj se nam zdi, da je v sodobnem času več osamljenih ljudi. Prav tako pa bi lahko bil drug možen razlog porast komunikacijske tehnologije, kjer sem dodala vprašanje, zato ker se nekako zdi paradoksalno. Po eni strani nam namreč komunikacijska tehnologija omogoča to, da smo socialno povezani tudi takrat, kadar smo fizično izolirani, kot na primer v tem trenutku jaz z vami in vi z mano. V celem prejšnjem letu, ko smo bili fizično izolirani eni drug od drugega, nam je ta komunikacijska tehnologija omogočala, da smo vendarle nadaljavo ohranjali stike s svojimi bližnjimi. Po drugi strani pa raziskave kažejo, da ta porast komunikacijske tehnologije, socialnih omrežij, interneta, možnosti komuniciranja nadaljavo, ki ga je v zadnjih letih vse več, nekako pri ljudeh spodbuja ta občutek osamljenosti. Naprimer, nam desetine, stotine ali tisoče prijateljev ali sledilcev na socialnih omrežjih vendarle ne pomenijo toliko, kot nam pomenijo neki pristni človeški stiki v živo. Tako da, torej, to bi lahko bil po eni strani razlog, da je osamljenih ljudi vse več, po drugi strani pa to, da jih je vse manj. Kar prav tako ponazarja to, da v bistvu gre pri osamljenosti za zelo za zelo individualizirano doživljanje. Prej sem spregovorila nekaj nasploh o trendih osamljenosti in o mlajših, velja omeniti tudi starejše, pri katerih se nam morda intuitivno zdi, da so bolj osamljeni, zato ker, kot sem že prej omenila, je za starost značilno izgubljanje, torej soočanje z izgubo svojih bližnjih oseb, partnerja, tudi staršev, sorojencev. Po drugi strani pa so pri starejših ugotovili tudi to, da se ob teh izgubah začnejo osredotočati na preostale pomembne odnose, ki jih v svojem življenju še imajo, in da začnejo tem pripisovati več pomena. Torej, dovolj jim je, da imajo na primer eno ali dve osebi, na katere se lahko obrnejo in ob katerih se počutijo ljubljene, in je to takoj predstavljen nek varovalni dejavnik proti osamljenosti, torej da se ne počutijo tako osamljene. Kot pa sem že omenila, gre za zelo individualno doživljanje in na osamljenost vpliva zelo veliko različnih dejavnikov skozi vse življenje, zato je v bistvu nemogoče reči, da je določena starostna skupina nasploh bolj osamljena kot pa katerakoli druga. Zdaj, če že govorimo o socialni izolaciji in osamljenosti, pa velja omeniti tudi socialno izključenost, pri kateri pa gre za neko neprijetno izkušnjo potencialne ali pa dejanske psihološke oddaljenosti od določene socialne skupine. Torej, tukaj spet poudarjam to psihološko oddaljenost od neke socialne skupine, torej lahko se nek učenec znotraj svojega razreda počuti socialno izključenega, če ga ti, na primer, če se ne želijo igrati z njim ali kaj podobnega. Zdaj, zanimivo je, da se v veliko jezikih za ta pojav, socialna izključenost, uporablja tudi izraz socialna bolečina, kar pa najverjetneje izhaja iz raziskav, ki kažejo, da se ob doživljanju fizične, torej telesne bolečine in pa ob doživljanju socialne izključenosti, torej socialne bolečine, aktivirajo v naših možganih zelo podobni oziroma sorodni centri, kot vidimo tukaj na sliki, torej zgoraj, na zgornji strani slike vidimo torej možganske centre, ki so se aktivirali ob socialni bolečini, spodaj pa centre, ki so se aktivirali ob fizični bolečini, torej ta rdeča območja se na zgoraj in spodaj prekrivajo.
To seveda velja za neko trenutno aktivacijo v možganih ob nekih situacijah. V nadaljevanju pa bom povedala nekaj več o vplivu občutka osamljenosti na možgane nasploh, torej ne samo na trenutno aktivacijo, ampak na neke trajnejše spremembe na možgane. Zdaj, glede na to, da smo na tednu možganov in da so možgani v bistvu nek organ, ki pri vseh naših življenjskih funkcijah igrajo ključno vlogo, je seveda to zelo pomembno omeniti. Zdaj, v raziskavah strokovnjakov, ki so se torej ukvarjali s preučevanjem osamljenosti in možganov in povezavi med tema, so se spraševali predvsem, ali je kompleksnost socialnega okolja povezana z velikostjo možganov in kapaciteto procesiranja informacij. Torej, naj bi veljala neka predpostavka, da bolj kot je neko socialno okolje kompleksno, večji naj bi bili možgani oziroma večja bi morala biti kapaciteta procesiranja informacij. Spraševali so se tudi, ali se določene regije v možganih na nek način povečajo, da zadostijo zahtevam delovanja, oziroma ali v možganih torej velja pravilo uporabi ali izgubi, oziroma kot bolj poznamo v angleščini use it or lose it. Torej že evolucijsko gledano se neke funkcije, ki jih uporabljamo pogosteje, bolj ohranjajo tiste funkcije, ki pa jih s časom ne potrebujemo več, pa se tudi torej s časom izgubljajo. Te raziskave so bile večinoma izvedene na živali, zato ker je na ljudeh to nemogoče in tudi zelo neetično raziskovati. Zato je tudi vprašljivo, koliko lahko te ugotovitve prenesemo na delovanje človeka. Vseeno pa so ugotovili, da k osamljenosti prispevajo predvsem občutljivost na pomanjkanje medosebnih odnosov, neke težave v uravnavanju čustev v primeru torej občutkov osamljenosti oziroma socialne izolacije in pa tudi pričakovanja glede medosebnih odnosov. Zdaj, na podlagi tega so ugotovili, da se osamljenost povezuje predvsem s tistimi centri v možganih, ki so tudi funkcionalno vključeni v to procesiranje, izražanje in uravnavanje informacij, predvsem na čustvenem in pa socialnem področju. Pa če si ogledamo nekaj primerov bolj zanimivih raziskav, torej na levi strani, to so slike predvsem za ilustracijo, tako da mi malo lažje sledite. Torej na levi strani vidimo dve sliki, kjer je tu na tem stičišču teh zelenih črt v bistvu se nahaja amigdala, to je center v možganih, ki je sicer odgovoren predvsem za to, da se lahko na dogodke čustveno odzovemo, da lahko izrazimo strah, da lahko izrazimo stres. In pa torej v tem primeru so ugotovili, da se torej pri posameznikih, ki so v okolju zaznavali več socialne podpore, ki so se torej počutili bolj sprejeto v svojo okolico, so ugotovili, da je bila amigdala v levi hemisferi možganov torej povečana. Torej več je bilo živčnih vlaken v tem področju. Na desni strani vidimo dve sliki, oziroma sliko dveh možganov in pa to rdeče območje. In v tej raziskavi so prav tako ugotovili, da imajo posamezniki, ki nekako poročajo o dolgotrajnejši osamljenosti, so imeli manj volumna te sive možganovine v teh rdečih območjih, ki jih vidite na teh slikah. Zdaj, ta območja igrajo zelo pomembno vlogo v socialni zaznavi, v razumevanju drugih ljudi in to nekako potrjuje, da imajo posamezniki, ki so torej bolj osamljeni, več težav z vedenjem v socialnih situacijah, z razumevanjem ljudi in nasploh z socialno zaznavo, ker je bilo torej na tem območju manj sive možganovine. Še ena zanimiva raziskava torej poroča o tem, da so predvsem pri osamljenih posameznikih regije v tem mirovnem prevzetem omrežju, pa če najprej povem, kaj sploh je mirovno prevzeto omrežje. Mirovno prevzeto omrežje je omrežje možganih, ki ga povezujemo predvsem s procesi, ki se aktivirajo takrat, kadar ne opravljamo nobene kognitivne naloge, torej pri nekih pasivnih nalogah, lahko pri nekem ročnem delu, kjer nismo miselno zaposleni, torej naprimer gre za nepotavljanje misli, razmišljanje o preteklosti, prihodnosti, o neki hipotetični sedanjosti.
In torej ugotovili so, da se pri osamljenih posameznikih te regije med seboj močneje povezane, torej ta živčna vlakna, snopi živčnih vlaken, ki povezujejo centre v tem omrežju, so bili debelejši, več je bilo teh vlaken, po katerih se signali prenašajo, kar pa torej pomeni to, da so osamljeni posamezniki nekako večkrat sami s svojimi mislimi, torej ko so sami nekako večkrat razmišljajo o tem, kar je bilo, se spominjajo morda nekih dogodkov, razmišljajo o prihodnosti ali o sedanjosti in je torej zato tudi to omrežje bolje povezano med seboj. Zdaj, s čim se osamljenost še v našem življenju povezuje? Raziskave so ugotovile, da osamljenost prispeva k kognitivnemu upadu, da poveča tveganje za razvoj demence za kar 20% in da je tako podoben dejavnik tveganja za razvoj demence, kot je na primer diabetes, visok krvni tlak, pomanjkanje gibanja. Osamljenost je tudi pomemben dejavnik tveganja za obolelost in umrljivost nasploh, na primer več kot 55% osamljenih ljudi je nekako slabšega zdravja in je tako torej osamljenost primerljiva s kajenjem, prekomerno telesno težo in pa sedečim življenjskim slogom. Zdaj, kako se ti dejavniki v bistvu povezujejo med seboj, oziroma zakaj pride do teh povezav? Znano je, da se osamljeni ljudje nekako pogosteje zatekajo v nezdravo vedenje, torej ko se počutijo osamljene, pogosteje torej posežejo po alkoholu, po tobaku, manj se gibajo, torej se tako ti dejavniki povežejo med seboj. Velja pa tudi, da osamljenost deluje kot nek socialni stresor in zato je tudi odziv telesa na ta stresor, torej na osamljenost, podoben kot pri dejanskem kroničnem stresu. Zdaj, kako si sami sebi ali pa morda drugim okoli nas lahko pomagamo? Zelo dobro je ohranjati neke socialne aktivnosti, ki jih imamo v življenju. Zelo dobro je vzdrževati neke tesne medosebne odnose. Tukaj bi še enkrat poudarila to, da je pri tem predvsem pomembna kakovost teh odnosov in ne toliko količina ljudi v našem življenju, ampak to, da imamo tistih par ljudi, ki so nam res blizu in na katere se res lahko obrnemo vedno. To namreč pomaga pri ohranjanju miselnih zmožnosti in pa posledično tudi lajša torej simptome stresa. Ugotovili so namreč predvsem pri starejših, da so tisti starejši, ki so se še ukvarjali torej s socialnimi aktivnostmi, so se povezovali s svojimi vrstniki ali pa s komerkoli, da je bilo pri njih izraženega 23% manj tveganja za demenco kot pri torej starejših, ki so bili bolj osamljeni. Pomembno je tudi nasploh to, da usmerjamo pozornost na to, kar lahko naredimo in ne na to, kar ne moremo narediti ali pa na to, česar ne moremo spremeniti. In pa predvsem pomembno je to, da se o teh temah pogovarjamo, da svoje občutke izražamo in da tudi spodbujamo druge soljudi, da svoje občutke glede tega izražajo. Zdaj, tukaj sem zastavila dve vprašanji, torej ali gre pri tej osamljenosti za nek družbeni problem in pa ali torej lahko govorimo o epidemiji osamljenosti. Zdaj vem, da na to vprašanje zadnje v bistvu ni nekega enoznačnega odgovora, zato bom nekako presojo prepustila vam. Bi pa rekla morda, da se meni zdi, da je predvsem pomembno to, da se o tem pogovarjamo, da se počutimo vsi dovolj sproščene v naši družbi, da lahko o tem spregovorimo, da vemo, na koga se lahko obrnemo v primeru, ko se počutimo osamljene, da lahko poiščemo pomoč in da v bistvu na tak način to tako zaseben in pa tudi seveda družben problem. Mislim pa, da za to vseeno ne potrebujemo ministra za osamljenost. Jaz bi na tem mestu zaključila, upam, da sem bila dovolj zanimiva, da ste zdržali z mano v teh večernih urah in pa če še kakšno vprašanje, tudi z veseljem odgovorim. Hvala, ja, dobili smo vprašanje.
Gledalce zanima, kako lahko pristopamo do osamljenega starejšega človeka. Jaz bi tu rekla, da je nekako najboljše, da se zanesemo na nek svoj občutek, morda pristopimo ne takoj s vprašanjem, gospod, ali se počutite osamljene kakorkoli, ampak če se nam zdi, da se torej starejša oseba počuti osamljeno, morda pristopimo, prisedemo, se začnemo pogovarjati o vremenu, ne vem, si izmislimo, da potrebujemo pomoč, da ne vemo, kako priti do trgovine, in potem tudi na ta način hitro ugotovimo, ali je ta oseba dejansko željna pogovora ali pa je v svoji samoti udobno. Morda bi to bil nekaj. Hvala za odgovor. Hvala za zanimivo in poučno predavanje, kljub časovni stiski, in je bilo zelo izvirno in poučno. Na tem mestu naj se v imenu organizatorjev zahvalim, da ste se študentke odzvale našemu povabilu in pripravile tako zanimive prispevke v okviru tedna možganov. Hvala vam za povabilo. Hvala. Želim vse dobro na vaši nadaljnji, tako študijski kot strokovni poti. Hvala in srečno. Hvala, srečno.